povejte kaj o svoji hiši. Kaj pa naj povem? Ne vem ravno, kaj vas zanima, ker nisem bila danes v kontaktu s skupino, ki je imela arhitekturo našega domačega kraja. Tako da, če bi bila tam slišala od te arhitektke iz Kozjanskega parka, bi verjetno vedela kaj več povedati. No, pa povejte tisto, kar veste. Vem, da je stara 100 let in da je bila, recimo, obnovljena približno, obnova je zaključena pred 5 leti, da smo poskušali obdržati tiste njene značilnosti, arhitekturne značilnosti, ki naj bi jih imela hiša našega kraja v najboljši meri. Ampak je to zelo težko, ker taka obnova je zelo draga. In delno smo, celoti pa ne. Zgasno. Evo. Ajde, posnavati. Prepovedano stopje, bomo mogli se obrniti. Pa levo, pa desno. Še dol. Evo, zdaj pa. No, kaj pravzaprav delajo tukaj na gradu trenutno? Ja, to je Koširski grad in ga trenutno obnavljajo. Kaj pa je na tem gradu noter? Kaj, imate kakšne zbirke? Oziroma, kaj pa možno noter v gradu videti? Noter možno videti... Ne. Kje se pa da... Aha, še je. Ne, kako gremo noter. Ja. Ja, še ne. Aha. Tako, vam bom samo, koliko imate časa? Par minut. To smo pogledali. Poglejte, Kovaška obrt je zelo stara obrt in sicer izhaja iz tistih časov, ko je človek odkril železovo rudo. Ko so kurili, so ugotovili, da to postane neka masa, žareča, da se to razleze, ko se ohladi, pa utrdi. In videli so, da je to v obrobih bolj ostro, zato so iz teh prvih začeli izdelovati ostrine, to so bodala, nekaj podobnega nožem, tako da so lahko potem rezali. S tem je bilo to za rezanje mesa, ker takrat se je človek je živel še na stopni divjaštva in se preživljal s tem, kar je našel v naravi. Bodisi rastlinje, bodisi živali. In živalsko meso je užival. Poglejte, pri nas, kolikor imamo poznato, so bili pri nas, če se obrnete zdaj nazaj, da boste gledali proti vratom, so bili 3 rodovi Kovačev. Oče Mihajl je bil rojen v predprejšnjem stoletju. Živel je v sosednji vasi Podgorje, verjetno od tam tudi izhaja ime Podgoršek. In stari oče Miha